Živijo, dobrodošli spet nazaj na Džungli kanal, jaz sem Kaja Solo in danes bomo govorili o eni temi, ko vas verjetno ful zanima in to je, zakaj imam jaz tukaj flek na mizi. Anyways, dajmo začeti. O čem bomo govorili? O sodelovanjih in o mojem delu, mačkam bolj natančno. Kakor ste verjetno lahko opazili na televiziji in na YouTubu in ne vem kje vse, jaz sem pred kratkim dobila eno full cool sodelovanje in to je bilo v bistvu sodelovanje z A1. Vsi vemo, kaj je A1, večina nas tudi uporablja A1 in res sem bila navdušena, da sem dobila to priložnost, tudi Luna je očitno navdušena. Zdaj pa se mi zdi, da je to popolna priložnost, da jaz mačkam več povem, kako je prišlo do sodelovanja in kako sploh jaz pridem do svojega dela in kako delam in kako poteka vse to, da pač mi pokažemo nek nov izdelek, nov produkt oziroma nova storitev v tem primeru. Kot jaz, kako se temu reče, ambasadorka. To. Prvo vprašanje, kako jaz pridem do sodelovanj in seveda, kako lahko prideš tudi ti. It's not that simple. Ne bom kar rekla, naredi si Instagram in pa bojo kar si prišli do tebe, čeprav v osnovi to je to, a ni tak simple. Najprej je treba ustvarjati. Treba je delati nekaj, kar te ful veseli. Če se spravljaš v influencanje zato, ker hočeš zaslužiti, zaradi tega, ker hočeš denar, ti ne bo ratalo. Prvo najti neko svojo vsebino, ki jo rad ustvarjaš in rad delaš, zaradi tega, ker pred tabo še dolga pot. Tudi jaz sem ustvarila kanal leta 2010, slovenski kanal pa tudi imam že ene 4 leta. Tako da, it's not that easy. Čeprav dan se eni res ful hitro zrastejo, that is true. Pač jaz sem res ful zgodaj začela, tako da pač ni bilo tako simple, ampak v glavnem, res dolgo traja, da prideš do nekih številk, ki jih firme pol hočejo kupiti in s tabo oglaševati. Tako da, res je treba najti nekaj, ki boš dolgo zdržal oziroma zdržala, tudi brez nekega konkretnega plačila, ker tudi od YouTubea ni denarja, od TikToka še manj, na Instagramu pa tudi tek. Jaz priznam, da nikoli nisem prosila za sodelovanje, jaz nikoli nisem šla do firme pa napisala, ne vem, jaz bi ful rada sodelovala z vami, a imate kako idejo. Težko svetujem glede tega, verjetno se da, ampak jaz tega nikoli nisem delala, vedno so firme prišle do mene, ker je bilo vedno meni bolj pomembno ustvarjati take vsebine, ker pač sam jaz ustvarjam in kažem neke stvari, ko pa da dejansko pač oglašujem, ker sem rekla, to mora biti point. Če se pa slučajno odločiš, da boš pisal oziroma pisala firmam za sodelovanje, pa pač presodiš glede na svojo velikost, kdo bi te sprejel, za koga si primerna in tudi komu je tvoja vsebina dejansko primerna, zaradi tega, ker tudi jaz se mi zdi, da ne vem, kakšna športna oprema ali pa zdrava prehrana ali pa ne vem, kakšne take stvari, ko res nikoli ne govorimo o njih na mojem kanalu, res ne bi bilo primerno zdaj neki oglaševati prek mene, ker pač ne bi bilo to iskreno. Drugo vprašanje, oziroma drugi del videa. A1, kako sem jaz prišla do tega sodelovanja? Torej, Džungla je na nek način zdaj moj menedžer. Že, kdaj smo imeli konc septembra, bo 1 leto, odkar sem jaz pri Džungli, da bomo praznovali. Z njihovo pomočjo jaz dobivam vedno večje in boljše ponudbe. In tek sem pač tudi prišla do A1. Oni so mene poklicali, a bi delala eno reklamo za A1 in jaz sem rekla, of course, let's do it. In smo v bistvu se dobili na sestanku. Dobila sem en res ful lepo pregleden spored objav, ko jih moram narediti. Res smo se vse zmenili, kaj mu pač nekaj takega zgleda spored, kako moraš pol objavljati. To je moj koledar, by the way. Pač tako zgleda, kdaj moraš objaviti. Nekatere firme delajo točno na datum, nekatere firme delajo tudi na uro, recimo, pač ti točno določijo, na katero uro moraš objaviti določeno objavo. Eni ti pa rečejo pač enkrat ta mesec objav, nared, kakorkoli. Pač čisto odvisno od firme. Zdaj pa enostavno veselo na delo. Zdaj pa je treba vsebine ustvariti, kakor so ti naročili in jih objaviti. Mi smo tokrat imeli več influencerjev, ko smo sodelovali v tem in je vsak imel svoj dan. Če ste spremljali na A1 kanalu, pa tudi jaz sem repostala, pa tudi Džungla je nekaj delala, ste verjetno videli, da smo imeli po dnevih, imeli smo različna vprašanja. Res smo dobro naredili, ker smo imeli full interactive, da ste sledilci predlagali različne komade in od tega je bil večji odziv in smo lahko naredili večji engagement oziroma več ljudi je prišlo sodelovati. In zdaj pridemo do najzabavnejšega dela, to je snemanje. In to ni bilo pa moje prvo snemanje, zaradi tega, ker sem posnela tudi celo film, če se slučajno kdo spomne. Ampak vseeno je to čisto nekaj drugega, pač snemanje reklame ni niti približno tako film. Film smo snemali 14 dni, to smo snemali pa en popoldan. First of all, naj vam povem eno skrivnost.
ne glede na to, kako zanimive prikazujejo ta snemanja, v večini niso tako zabavna. Zaradi tega, ker pač tokrat nisem imela ekipe od džungle zraven, ker ponavadi vidite na mojih snemanjih, kako se tam zabavamo in plešemo in ne vem kaj vse, jemo, bla bla bla. Tokrat sem bila sama, brez neke ekipe, oziroma brez mojih frendov in jaz imam social anxiety, kar pomeni, da nisem neki ful komunikativna in jaz pol tam sedim in čakam, da me postavijo pred kamero in mi povejo, kaj moram delati in pol to delam. That's just me. Ne vem, na koncu vse eno redo izpade, pač to je moj proces. Also, ful je dober, pač snemanje lahko res dolgo trajajo in ne vem. Jaz sem najdlje čakala v Turčiji, ko smo film snemali, mislim, da ene 8 ur ali pa še več in pač basically nič nisem delala vmes. In nikamor nisem smela iti, ker smo bili v Turčiji, la bi se zgubljala, bi se mi kaj zgodilo, obviously. In tukaj ful pomaga, če rad bereš. Hear me out. Tiho si, dobro, če v kakmu takmu studiu imaš mogoče temo, ampak pač lahko si sam, lahko si nekam v kotu sedeš in pol enostavno tam sediš in bereš svojo knjigo in cajt ti mine. Simple. Jaz večinoma jemljem zraven knjige in se pač s tem zabavam. To je moj edini način. Igrice, ne toliko, ampak ja, that's my secret. Tokrat sicer nisem imela knjige zraven, zaradi tega, ker sem se mogla zraven skoncentrirati še na to, da sem dejansko pač nek vlog posnela tam. Zdaj pa, dajmo pogledati, kako je izgledal moj snemalni dan za A1. Ura je točno 12, moram biti pa tam 12:45, ker nisem iz Ljubljane. Kaj že ima, a moram kaj vzeti? I'm such a mess, glih kar sem bila na kosilo in ne moram še razmišljati. By the way, moj avto. Jaz sem sedena s knjigami in je pa ga je uprati prstov. Moj avto, evo, pač dejansko, ja. Tako noč, jaz zdaj šibam in vidimo se, ko pridem v Ljubljano. Vratalo mi je, iskala sem parking and I found it in zdaj grem, ne vem. In zdaj smo tukaj v maski. Jaz ne znam tako plesati. Fris je to in frizurca. Tak sem za doma. Mislim, se je realno, vse veste, kako izgledam doma. Tak izgledam doma. It's all mine. Čakam zdaj, da bom jaz na vrsti. Večino tega sem čakanja. It's a fun life. In zdaj, vožnja. Kamera. Laj dol. Ne vemo, kaj je kaj, tako Uganka da tole. improviziramo. Što zdaj zalilo od enega drugega. Daj nekaj. Če jaz imam tukaj riž, tako da let's go eat. Dober tek, yes. Prvi outfit, let's go. Zdaj pa, če kamera pa, tukaj, tam nekje bom jaz snema. Plesala bom, to bo še zanimivo, malo me je strah. To izgleda drugače set. Až kako seksi bo to izgledalo. Tukaj pa smo delali make-up. Outfit number 2. Tam je full, mislim, frizura. Who is she? Pa šminka. Who is she? Here we go again. Tu vas bom zdaj dala, pa da me nobeden ne krega. Watch the magic. Plesat moram. Jaz ne znam plesat. Skoraj sem padla. Fertig za danes. Tole je bil pa moj outfit, pas mi je najboljša stvar na tem outfitu. So sparkly, look at that. In se preoblečem v moje navadno drugocajtno oblečilo. Reklama pa gledajte potrebujem. Ok, jaz priznam, da res ne znam plesati. Ne znam plesati, nikoli nisem trdila, da znam in nikoli ne bom. Ampak vse ni bilo zabavno. Marsikaj sem se naučila, res smo se imeli fajn. Kako se je pa vam zdela reklama? Dajte zdaj pogledati. Pa mi dol spodaj napišite. Kakorkoli, to je to za današnji video. Če vam je bil všeč, pa dajte en like dol spodaj, se subscribite na Džunglin kanal, komentirajte tale emoji, če ste pogledali video do konca in če vam je bil všeč. Če imate še kakršnokoli vprašanje o tem, kako biti influencer in kako delati to delo, dol spodaj napišite, lahko mi tudi napišete na Instagram. To je to, lepo se imejte in veliko se smejte, pa se vidimo naslednjič. Čau!